Danes se lotevamo ene precej globoke ideje iz gradiva, ki smo ga prejeli. Gre za neobsojajoče ljubezni. Da je to nekaj, kar je za mnoge res težko doseči, sploh ko se počutimo recimo zavrnjene, razočarane nad življenjem ali pa, kot piše, nad sistemom, vlado, ministri, karkoli že. Ja, točno. In danes bomo skušali malo razčleniti to idejo. Omenja se Jezusa, kaj ne? Tako je. In pa seveda, kaj naj bi bil pomen vsega tega za iskanje nekega notranjega miru? Prav. No, ponuja predvsem duhovni pogled na spopadanje z negativnostjo, ja? In predlaga pot iskanja nekega polnejšega življenja ravno skozi to ljubezen brez obsojanja, kar je morda danes še posebej pomembno. Zacmiva kar pri izzivu. Zakaj je to sploh tako težko? Ti občutke ranjenosti, obsojenosti in nesprejetosti strani sistema. Pravi, da to vodi v izgubo radosti pa ustvarjalnosti. Kje je torej rešitev po tej perspektivi? Ključna misel je, da rešitev ni zunaj, ni v spreminjanju sistema ali drugih ljudi najprej, ampak je znotraj. Aha. V osebni odločitvi, da postanemo nekako neodvisni od zunanjih dogodkov, mnenj, celo manipulacij. Močno poudarja pomen postavljanja mej. Meja. Pred čim? Pred negativnostjo. Pred tem, kar imenuje kar neljubezen. Uporablja eno zanimivo primerjavo s kačami. S kačami. Ja, da jim ne smemo dovoliti v svoj dom, v svoje življenje. Se pravi, gre za zavestno izbiro, da ne sprejmemo vase tistega, kar ni ljubezen. To je kar močna podoba, te meje kot obramba pred kačami. Ampak kako se to ujema s to idejo neobsojanja? A ni tu nekega nasprotja? Dobro vprašanje. To verjetno vidi bolj kot zaščito lastnega notranjega prostora, ne kot napad. In tukaj uvede osrednji zgled. Jezusa iz Nazareta. Prav. In kako ga predstavlja? Kot nekoga, ki naj bi bil neobsojajoč. Kot primer navaja, da ni obsodil niti Petra, ki ga je izdal. Res je, to je znan odlomek. Omenja pa tudi ozdravljanje kot prikaz moči te ljubezni. Ampak pozor, osredotočanje samo na križ, na trpljenje, lahko zgreši bistvo sporočila. Ki naj bi bilo kaj? Vstajenje in preobrazbena moč ljubezni. Poudarek je bolj na posledicah te ljubezni, na življenju, ne toliko na sami stiski. Dobro, razumem. Imamo torej ideal neobsojanja, imamo zgled, da je to mogoče. Kako pa zdaj to prenesti v prakso? Vsak dan. Kako naj bi to pomagalo pri soočanju s tisto začetno preobremenjenostjo, z negativnostjo, o kateri sva govorila? Tukaj pride v igro koncept odpuščanja, ki je ključen. Odpuščanje sebi najprej, potem bližnjim in celo sistemu. To zadnje se sliši najtežje. Verjetno res. Ampak uporablja eno zelo domačo prispodobo. Pomivanje umazane posode. Pomivanje posode? No, kot voda fizično očisti krožnik, tako naj bi ta brezpogojna ljubezen, imenujejo voda življenja, delovala kot praktična sila, ki nas čisti negativnosti, zamer, morda celo bolezni. Aha, kot neko notranje očiščenje. Učno. In predstavi dve poti. Ozko pot ljubezni, ki naj bi vodila v mir, zdravje, življenje, in pa široko pot sodb, jeze, laži, ki pa vodi v smrt. Ne nujno fizično, ampak duhovno. To široko pot povezuje z sledenjem zvijačam tega sveta ali pač temu sistemu, ki temelji na ločevanju. In kakšne naj bi bile potem koristi te ožje, morda težje poti ljubezni? Kaj obljublja ta perspektiva? Glavne koristi naj bi bile notranji mir, prebujena ustvarjalnost, polno življenja, zdravje, menja celo večno življenje. Ampak ne kot nekaj po smrti, ampak kot kvaliteto življenja tukaj in zdaj. Se pravi, odgovor na tisti občutek nemoči ali razočaranja nad zunanjimi okoliščinami je v tem, da notranji mir in ustvarjalnost postaneta posledica te notranje drže. Tako nekako. Posledica zavestne izbire neobsojanja. Torej, sporočilo je zelo aktivno. Ne gre samo za razumevanje, ampak za dejanje, za izbiro. Natanko tako. Gradivo pravzaprav poziva k zavestni izbiri te poti ljubezni, k sprejetju te vode življenja kot nekega zastonjskega daru in k temu, da jo potem tudi živimo.
Zanimivo. Nakazuje celo, da prihaja neka nova doba brezpogojne ljubezni, ki ne bi nadomestila staro dobo, imenujejo stara zaveza. Ampak ključno vprašanje, ki ga zastavlja in ki ostaja za vsakogar od nas je, ali ta ljubezen že kraljuje v našem življenju, v naši družini, morda širše v družbi. Izbira je naša, vsak trenutek. Če na kratko povzamem, osrednje sporočilo je predstavitev neobsojajoče ljubezni kot močne, zavestne izbire. Izbire, ki ponuja drugačen način soočanja s izzivi in negativnostjo, kot smo ga morda vajeni. Tako je. In za konec morda še misel, ki izhaja neposredno iz vera. Pred nas postavlja izbiro med dvema temeljnima principoma. Simbolizirajo z dvema drevesoma, Katerima drevo spoznanja dobrega in slabega, ki predstavlja sodbo, kazen, ločevanje, in drevo večnega življenja, ki pa predstavlja radost, milost, ljubezen. Vprašanje, ki ostaja odprto za vsakega poslušalca in poslušalko pa je, katero od teh dveh dreves trenutno obrodilo največ sadov v našem vsakdanjem življenju in morda tudi v naši družbi kot celoti.